Zdravo, dragi podjetnik, draga podjetnica. Tvoja spletna trgovina mora nedvomno biti prilagojena tebi in tvoji idealni stranki in nikomur drugemu na trgu. In torek sem te vprašala, kaj misliš, po čem se je pametno ravnati pri oblikovanju kategorij za tvojo spletno trgovino. Upam, da si v tem času že prenesla brezplačni PDF, navigacija do spletne trgovine, ki prodaja, kjer ti podam 6 enih takih ključnih elementov, ki jih tvoja spletna trgovina mora imeti, da sploh ustvari pogoje, da lahko prodaja. Danes pa čisto na kratko o tem, kar sem rekla, o tem vprašanju. In sicer čisto preprosto. Odgovor na to je simple kot pasulj, v bistvu ravnati se moraš po konkurenci. Postavljanje kategorij v spletni trgovini je v bistvu ena od stvari, pri katerih nočeš eksperimentirati in pri katerih nočeš biti inovativna. Če imaš konkurenco na svojem področju, če so trgovine, ki imajo podobne, sorodne izdelke, pojdi tja in poglej, kako imajo razporejene. Ampak seveda, pri tem se drži tega, da se ravnaš po uspešnih spletnih trgovinah, ne po nekih tretjerazrednih, seveda. Torej, če gremo gledati recimo za belo tehniko, take elektronske naprave pa to, so seveda, Big Bang je ful dobra referenca, pri oblačilih recimo ti je lahko About You ali pa kak H&M, pa mislim take znane spletne trgovine so ti. Poseži tudi po tujih trgovinah, ker tudi Slovenci po njih brskamo. Takle, upam, da sem ti s tem kratkim odgovorom kaj pomagala pri postavitvi ideje za tvojo spletno trgovino, ki bo resnično taka ta prava zate in za tvojo idealno stranko. Če si pa slučajno v fazi izbire nekoga, ki ti bo spletno trgovino postavil ali te naučil, da jo lahko postaviš, sem ti pa kadarkoli na voljo na moj telefon, lahko mi pišeš v Messenger. In jaz se v bistvu ful veselim, da se spoznava in z veseljem se s tabo pogovorim o tem, kakšna spletna trgovina bo resnično taka najboljša samo zate in za tvojo idealno stranko. Tako da upam, da se kmalu vidiva. Adijo!